11. oktobra je gledališče City Teater zasijalo v prav posebni luči, ko se je na odru odvila izjemna predstava v znakovnem jeziku, ki jo je režirala Lada Orešnik, uprizorila pa gledališka skupina Tihe stopinje, v kateri so gluhi igralci. Predstava z naslovom Iz pravljice v pravljico je čarobno oživila 5 klasičnih pravljic. V zgodbi o deklici Rdeči kapici, na primer, je vsaka kretnja v ospredje postavila napetost srečanja z volkom in trenutek, ko volk prevara deklico ter se preobleče v babico in ko ju lovec reši iz volčjega trebuha. Kretnje so poudarile prav tiste elemente, ki so najbolj nasmejale otroke in starše. Janko in Metka sta se izgubila v gozdu in srečala čarovnico, ki ju je zvabila v svojo hišo iz sladkarij. Igralci so s kretnjami v znakovnem jeziku prikazali srhljive situacije, ko čarovnica otroka ujame in ko bežita iz njunega ujetništva. Nad predstavo so bili tako navdušeni, da so se hoteli čim bolj približati odru in dogajanju na njem. V trenutku, ko se je zaslišala Kekčeva pesem, ki je bila tolmačena v znakovni jezik, je dvorano napolnila čustvena energija. Kretnje so sledile ritmu pesmi in skupaj z mimiko igralcev prikazale Kekčevo neustrašnost in ljubezen do narave. Tudi Kekec, slovenska ikona, je zbližal slišeče in gluhe gledalce v skupni izkušnji, ki ni potrebovala besed, da bi bila razumljena.
Na odru sem dal vse, kar sem lahko dal, ker to je moj kot poklic. Mislim, ni poklic, ampak to so moje sanje, to moje veselje, z veseljem to delam. Danes sem bil ostržek, kekec in mačji gospodar. Ja, od vseh teh mi je bilo najljubša seveda mačji gospodar, sem bil bolj normalen, pri ostržku sem bil malo tako. In kekec tudi pač mi je bilo lepo, kot da pokažem pogum tudi za ostale, da vidijo tudi drugi, kaj lahko dokažeš. Kdo ne pozna Ostržkovih laži, ki mu podaljšajo nos? V tej predstavi so laži postale vidne skozi kretnje, ki so nosile humor in sporočilo o pomembnosti resnice. Ostržek je občinstvo navdušil z otroško naivnostjo in šarmom. In seveda je tukaj za konec še obuti maček, ki svojo premetenostjo pomaga revnemu mlinarju priti do bogastva in ljubezni. V tej predstavi je obuti maček zaživel v popolnoma novi razsežnosti. Kretnje, ki so upodabljale njegove pretkane načrte in iznajdljivost, so bile silno spretne in duhovite.
Medgeneracijska zasedba gluhih in naglušnih igralcev je svojo interpretacijo zgodb iz sveta pravljic slavila 25 let delovanja skupine, kar je predstavo naredilo še bolj slovesno in ganljivo. Tihe stopinje so s predstavo dokazale, da je slovenski znakovni jezik enako čaroben in izrazit kot govorjeni jezik. Vsaka pravljica je na oder prinesla edinstveno kombinacijo gibanja, kreten in čustvene izraznosti, ki je občinstvo popolnoma očarala. Dvorana je bila polna smeha in aplavzov, kar dokazuje, da si predstave vsekakor zaslužijo ponovitev. Ne bom rekel še 25 let, bom rekel neskončno.